probal ven prideti, ful si guncal. Šla sem za tole ven v drugega, tudi jadrava. Glede na to, da se to guncava, sva hitro spustila glavno jadro, tudi greva samo na Genovo. Greva 30 mil daleč stran, pa bo spet v zavetju. Malo smer prilagajam valovem, tudi da se tukaj ne guncava. Malo vetra, včasih bolj z leve, včasih z desne, tako da malo cikcakava. Je malo bolj udobna vožnja, se drugače ni tako hudo, se tako počasi zibava. Dala smo bum na to stran, zato da naj bi celice imele čim več sonca, kot vidite, ampak sonca pa ni neki. Da bo mogla tudi malo še motor, da nas po moje užgati za kakšno uro, da malo napolnava akumulatorje. Guncava se vsake tukajta pa kak precej, ne glede na to, kako obračam, probam z valovi, brniti jadrnica. Ampak ok, bova preživela, če sva do zdaj bova menda tudi še teh 30 mil. Prispela sva, je bilo kar dobro jadranje, ni bilo tako hudo. Zdaj, ko so z vetrom plula, začenja ful pihati, kar nam je ful pomagalo. V glavno, zdaj smo tle prišla do enega tule resort, tle je ful plitvina, tam je Dangeti otok, tam bo po moje tudi čez noč sidrala, ali pa mogoče tukaj, ki je blizu, ne vem, bomo videla. V glavno, zdaj smo noter vplula. Zanimivo tukaj, recimo, ko zdaj plujeva, to je še 50 metrov ni stran, je pa mava zdaj globina 33 metrov. Ampak barve so pa nore. Ful dobro. Pa jaz sem tudi rekla, vse barve Polinezije. Vse barve Polinezije so tudi tukaj, ne? Vse barve Maldiv. Ja. Na tej strani je pa resort. Tle pa ne smemo iti. Lahko sem ti zakasirajo. Drugače pa, kot vidite, se je vreme popravilo, tako da je celo sonce malo po 3 dneh. Super. Se že veselim, da zaskočimo v morje. Zdaj moram iti pa ful dalečkaj naprej, pa samo zadaj do tistega otoka. Zdaj, ker je tle skozi rif naprej. In ne mora odrati čez. Prav dobro letimo, med 6 in 7 nivo, zdaj so na Genovo. Nekaj vetra, evo, tu so te plitvine čez blizu. Zdaj gremo samo okoli, na tej strani tudi. Še ne, 100-200 metrov moramo iti naprej, pa lahko zavijemo. Ne, ena ful velika jadrnica, se je tipa klase po Ajsu, pravi, da je kar velika. In tam moram nekje najti tudi medva neko sidrišče za naju. Popoldne je tle napovedano 27 vozlov vetra, tako da sem vesel, da so prišla, da bomo spet v zavetje, da se nam mora bila prejšnji 3-metrskih valovih spet gunca. Še dalje bolj piha, ampak bo vsaj tle v zavetju otoka. Ga sem šla pa zdaj tle noter, čez ta koralni obroč. Je visoka priložnost, najvišja dejansko
sva imela 4 metre globine, tako da se pravi, če greva v seki ven, bova imela nekje 3 metre, kar je v redu. Sem treba paziti, da v kakšen bom ne zadeneš. Drugače pa piha. Po moje bo, če po napovedi 27, ponavadi je še več, tako da tam do 30 vozlov zna pihati, ampak me ne skrbi, ker je tlele peščeno dno, ni neke globine, ful zdaj 10 metrov. Bova zasidrala in bova zavetjo, to je to. Ja, Natalija se že pripravila od spredi, pospustila sidro. Zdaj pa sem najdem še en prostor tlele verjetno direkt in to je to. Evo, sem v najni kopalnici. Hotel sem tole pokazati, kakšen lep pogled. Čez okno imava. Tako me, da sva prišla na obalo, sva vezala tudi za Endrova dingija. Zdaj je prišlo polno potoplačev. Ne da pa malo na otok. Tole imate že pripravljeno za večerjo. Očitno so vedeli, da prideva. Takole je dress code for tourist. Moški, se pravi kratka majica pa kratke hlače. Ženske. Malo več omejitev, ne? Ja, sva tako. Oblečena sva pravilno, se pravi, lahko hodiva po tej plaži. Prepovedano pa kopalke, razne kopalne hlače samo. Tako da oblečeni v vodo. Tako izgleda na otokih maldivskih, ki so lokalni bolj, kjer ni resorta. Kjer so resorti, si lahko v kopalkah, ni problem. Tukaj pa moraš biti oblečen. To zdaj, ko sva prišla, je Public Beach. Tale se imenuje pa Bikini Beach. Ne vem, si tle lahko v bikinih, ne vem, en gospod v kratki majici, prav so oblečeni. V glavnem, ne vem, koliko to upoštevajo, če bi se slekel, kaj bo, ampak ne bova probavala. Ja, to je zunanja stran otoka. So kar valovi, spet od zunaj. Jutri bomo šla lahko tle malo snorklati. Bo verjetno zdaj kakšen dan, dva, kar tukaj bila. Tale mašina mi ni najbolj všeč, ampak glede na to, da zadnje čase sem potujeval, bi kakšen dan tudi metal pesek v mešalc. Temole bi lahko rekli versko središče. Imajo pa celo avto, evo ti. V glavnem, to je eden od zopet lokalnih potočkov, kjer lahko medva sidrava, narava ekstra plačevati. Sami mešalci za beton, jaz ne vem. Tle sem zidajo. Tle bo tudi nekaj zraslo. V glavnem teh uličic je tle polno. Medva pa iščejo trgovino, ki bi rada kupila kruh. No, zdaj sva prišla pa v glavno ulico z trgovinami. Mislim, da sva danes zamudila že sončni zahod, boga pa jutri posnela. Zdaj po otoku hodimo, pa smo na napačni strani. Tole je ena luka, kjer imajo plovila. Sem tudi trajekt pripele dvakrat na teden, ponedeljkih pa četrtkih. Imajo pa kar neki trgovinci, tako da so uspela tudi kruh dobiti. Tudi neki sadje imajo, pa zelenjave, ker na tem otoku prejšnjem, ki so bila, ni bilo toliko izbire. Tle imajo plin, pa tam od zadaj se pa vidi, kakšni valovi so. Tle je ta puta,
Glavno, zunaj pa je kar pestro, tako da sem vesel, da so kar po dobrem preplula, no. Prej ni začelo fajn pihati res. Tale otok je pa kar zanimiv, imajo pa ful enih stvari, kar malo presenečen. Sicer zdaj glih taka ura, da imajo molitev, vse zaprto. Tle se odprejo trgovine drugače ob 8. Še hardware trgovine imajo. Oblačila, spominki. In smo navajeni na teh otokih, da imajo toliko stvari. Ti mi je pa tam za ladjo, za sidro. Sva razmišljala, kje so bila nazadnje takole na plaži, kot so zdaj tukaj. In so ugotovila, da verjetno na Fidžiju. In spomnila se druge lokacije. Zdaj smo tle na drugi strani otoka, kot Tim in Sidran. Znotraj teh lesenih noter, se pravi tukaj do tamle si lahko v kopalkah. Kjer je Bikini Beach? Kjer je Bikini Beach, ja. Tukaj čez ograjo čez si pa tudi lahko v vodi, samo moraš biti pa moški, se pravi, tukaj sem že včeraj bral tam v kratki majici, kratkih hlačah, se pravi, ne moraš biti v kopalkah. Italija pa tudi, tako da so zbrala raj tole Bikini Beach. Mislim, da dolgo več ne bova tele na plaži. Evo, z te strani prihaja spet nevihta in prvič zdaj smo slišali tle prav grmenje, tako da smo po moje kmalu prišlo sem. Ali to bo šlo mimo, ne vem, bomo videli. Natalija bi se rada slikala tle na teh luncah, če bova na vrsto prišla. O, te lunce. Sedaj je tako malo bolj široke, tako da lahko na ležalniku ležiš. Malo pihlat začenja, ker prihaja nevihta. Kar slikaj. Ja, ne morem, če tako kamero skozi gor držiš. Normalno se postavil. Danes že drugič nevihte. Tako da nič kaj lepega vremena, tako da danes ostajava še kar tukaj. Bova videla potem tudi za naprej, kako bo. Tle je spet polno teh potapljaških ladij. Prosil sem jih, če bi nama napolnili najine jeklenke, pa glede na to, da nimajo najnovejšega certifikata pregleda jeklenk, nočejo. Tako da žal ne morajo. Bova se mogla drugače znajti. Še ni ena minuta minila, ki že ne vidim sosednjih čolnov več. Se je že vsalo, piha. Vse to bo šlo mimo, pa bo spet ok. Tako da drugače pa zgleda. Res mi ni jasno, zakaj je toliko padavin v februarju na Maldivi. Sem bral, to je najbolj suh mesec v letu. Tako je potem šele druga. A se je pa vse zamaknilo zaradi El Niña. Voda je tam preplitva, tako da smo pustili gumenjak z ene čeri prevezane. Zdaj gremo pa tale malo pogledati, se dolgo ne bova. Zdaj gre še malenko z voda dol, zato nisem hotel tudi gumenjak čez vleč, kar pomeni, da mogoče čez pol ure bo še nižja voda in bo težava. Že zdaj bi težko ga noč zvlekla.
Znači pa tole Sandy Island, sam pesek je, kao piknik otok, tam imajo nek za žar, to je to. Tako se mogoče kje da okoli prideti noter, ne vem, ampak kot je videti ne. Znači ni pa nič kaj tazga tukaj gor. Natalijina želja je, da gre na ta otok in zato smo šla. Moja želja jih ni bila, ker naj bo sem sonce tlele vžgalo. To je to. Par vrečk smeti, žar, malo vej, veliko štrikov pa medva. Greva naprej. Evo, kakšne barve, res. Ful je lepo. Natalija tam ne kaže, kje so črne lise, se pravi so korale ali pa bumi, ampak zdaj je tak še 10 metrov globine. Tako da tudi to krona vidi še vedno dovolj globoko, tako da ni problem. Zdaj mora pa nekje tle, če sta najbolj svetu del ven, tle bo pa bolj težava, ker pride pa globina sem na tam, lahko tudi samo 3 metre. Tukaj je zdaj 4 metre globine, in tak je pesek, tako da tudi če bi se dvignilo, bi se mu podrsala malo. Zdaj tale naprej pa že itak bo globina, že pada, evo, 6 metrov, 6,2, se pravi počas pada, evo, tole pa čist plito, to bi pa nasedla. Glavno, zdaj smo zunaj. Zunaj enega dela, zdaj pa tle teh delov še polno, ki je treba ovinkariti. Ta glaven rif, sploh tole pa skozi, tole, ki se beli valovi delajo, okoli in okoli. Spet dež, vsak dan dež. Se bo nehal, itak je vodo, da bomo v vsakem primeru mokra. Ampak hočem reči, ni glih fajn, da vsak dan dež pada. Mava pa čisto sladko jadrnico, to pa je.
koliko vrvi takole nanese morje, koliko je tega po vodi. Se ni čudno, da se želve pa ostale ribe zapletajo v to. Sploh noče nehati biti tega slabega vremena. Smo pa tle videli, da imamo čisto blizu korale, pride tam na 2,5 metra. Tako da, ko bo nehalo tale nevihta, bomo dvigali na sidro, bomo šla za 10-15 metrov bolj levo. Če se slučajno obrnemo, da ne bi, vse verjetno ne bi zadev s kobilco, ampak po moje samo 1,5 metra razlike, pa plima pa vseka, bolj da smo bolj na varni strani. Zdaj pa spet mala nevihta prihaja. Nič ne moramo početi, vsak dan je tako lele. Ali cel dan ali pa vsaj pol dneva, no, danes dopoldne je bilo lepo, ampak zdaj se je pa spet zaprl okoli in okoli, tako da zdaj bo kar nekaj časa tle trajalo. Ni pa nekega zavetja zdaj pred tem otokom, tako da se bo verjetno spet kar guncala. Celo noč že pada, celo jutro pada, da so čovni si jih sploh ne vidi. V glavnem, nič kaj, lepo vreme. Evo, gumenjak je čist poln vode, mislim poln, pol gumenjaka. Še enkrat, toliko najbolj sušnem mesecu ne na Karibih, na Maldivih. Nima pa sreče. Tole je ta prvo pravilo, ki ga moramo narediti, če hočeva kam iti. Očitno imamo deževno obdobje. Tukaj sem čez noč napadal, včeraj sem pol ure padal. Za ene 5 minut si dober. Jaz se spet uširim, kaj da še pada. Je pa kar mrzlo. Tole je pot, ki vodi zdaj po tem otoku. Greva do mesta pogledati. Je pa ful soparno. Tako ozek otok je, da je tle morje in tle še 50 metrov na stran. Pa bolj greš dol, bolj je ozek, tako da. Dolg je pa en daljših otokov tale, mislim, da je. Je kar tam ene 2,5 kilometra dolg, tako da velik. Tle je pa zunanja stran, pa greben. Na tej zunanji strani naj bi bili pa whale sharki, težko jih je najdeti, da bo šel kar nekam zaplavo na odprto morje in bodo oni kukuškati zraven prišli. Bo težko. Tako da bomo videli. Zdaj pa greva malo kakšen kilometer pa pol za peš do mesta. Kar hodva.
Jaz ne vem, ali smo že čist brez kondicije. Glavno, meni se zdi, kot da hodim že pol dneva, pa smo prišla še do polovice. Bo treba malo več migati. Mislim, da bom mogel začeti malo bolj teči. Sem to ledini otok, ki bi sploh lahko tekel. Seveda po teh lužah, ampak ok. Bo treba malo za kondicijo delati. Če zdaj pomislim, res niso veliko. Na Maldivih sploh nič ne hodva skoraj. Teh otoki so dolgi 700 metrov, vse je pozidano, niti nimaš kje. Malo med ulicami, to je to. Vzpona ni nobenega, glede na to, da je tole skupaj mogoče nadmorske višine 2 metra, nič več. Tako da nekih silnih vzpetin ne premagujejo. Gleda, če bo našla kakšen kokos, da ga pa razbijeva, da dobijo ven. Če raste kje kakšne banane, da jih malo oškodujeva za kakšen šop. Čeprav mislim, da tle banani imajo vse uvožene. V bistvu na teh otokih ne raste ničesar, ker je sam pesek, tako da čisto vse stvari, ki imajo tukaj, so uvožene. Zato pa je verjetno tudi malo dražje vse skupaj. Natalija išče zopot morskega psa. Ampak mislim, da ne bo nič. Drugače pa ja, to je moj novi zob, evo ti. In je čisto prav. Glavno, jaz sem prišla skoraj že tle na drug konec otoka. Vroče pa tako soparno, da je tako me zadihati. Zdaj sem pa dober za kakšno uro. Zdaj bo brskala tle v upanje, da bo kaj najdla. Na koncu bo imela sem veliko kamenčko spet na jadrnici. To je vse. Našel sem piškotke za 1 evro, tako da si bo prvoščila malo piškotko. Nama je cukr pol na tem dolgem, težkem pohodu, ravninskem. Tu je zdaj to mesto. En krog bo tle naredila, pa ga pa nazaj. Moja spet padalo nekaj vrni. Ja. Res je, kakšen je? Dober. Da mi zelo grizem. Slano sladki. Ja. Dobro. Tole je glavna ulica, imajo še malo teh stvari, trgovinc. Ampak medel so spet trofila ta najboljši dan v tednu, to je petek. Ker tukaj na Maldivih je vikend, petek in sobota, tako da je dejansko več ali manj vse zaprto. Čeprav tale piše, da je open, drugače te so vse zaprte. Glavno, petek je, na Maldivih je to vikend. Nikakor nama ne gre. Po 2 kilometra imamo pa se nazaj zahoditi. Lije kot iz škapa. Ali sploh ne neha padati, vse zaliva. Katastrofa. Kdo bi si mislil, da v takole vreme, res se pa nisem pričakoval. Že tukaj je vse mokro. Če dež pada, se pa takole z motorjem vozi. Zdaj je malo ponehalo. Jaz imam na srečo nekaj za obled s seboj, Natalija tudi se še oblači tam. Zdaj, ker ne pada, ful fajn. Mislim, ker ne pada, fajn. Greva naprej. Stopila se glih ne bo, ampak če pa glih lije, pa glih te tudi prezebe, lahko se prehladiš. Evo, koliko je vode. Lepa je, to pa so Maldivi. Že zdaj jih je zalilo. V najbolj sušnem mesecu, kaj šele, ko dež pada. Pa kaj se bo vodna gladina res dvigala. Zaprto? Petek je vikend. Taka je pa Natalija. Ima zdaj nov kostum.
Šla so še eno trgovino, še malo vedrit. Natalija si je zaželela, oziroma sva hotela kupiti še morske zobe. Govorimo o ta pravih, ne te, ki sem je za vratom prej fake. In ni hotel cene spustiti nikakor, pa smo pa povedala, v bistvu, dva sva kupila, hotela sva da da tretjega zastonj, pa ni hotel dati. Pa smo mu pa povedala, pa če smo se pogovarjali, pa da smo z jadrnico, je bil pa tukaj navdušen, da nam je zdaj 3 dal brez problema. Nisva prišla daleč. Bi bila čist premočena, če bi šla naprej, če da bo spet počakala tole runda. Ne po uro, pa grejo pa naprej. Prijama. Znaš kam me odpala, kakšna lučna. Zopet smo našli eno strehco, ampak ne fora v tem. Tale imajo razne aktivnosti na tem otoku, ki lahko tukaj imajo plavanje z mantami pa shark reefi. 109 ameriških dolarjev per person. Tukaj imajo pa manta, whale shark and turtle trip. Se pravi, 3 ure traja vse skupaj, $180 per person na osebo. Tako da ni poceni. S tem da povejo, da je 50-50 možnosti. Ja, 50-50. Prav 50-50 je možnosti, da pa vidiš. Prav plačaš €180 na osebo in to še ni zagotovljeno, da boš videl whale sharke. Tako da ne za te možnosti to ne bo naredila, bo rad probala jih sama najdeti, čeprav bo težka tudi. Najboljše je tako, da kjer je veliko čovnov, kjer je veliko turistov, tam ponavadi verjetno so, ker jih tudi hranijo. Tako da sem pa je pa težko zraven priti, ker te tisti ne pustijo, čeprav morajo do vseh, ne. Tako da se bova že zrinila, sem da bi jih najdla. Tudi tukaj je plaža, no bikinis. Tule je en hotelček. Neki imajo, pa neki apartmajo. Evo ga whale shark, pa nek rami. Da še gradijo naprej, tudi naprej sva gledala tam po otoku, kar zidajo. To bodo vse pozidali. Vsi otoki so skoraj 80% zasedeni, pozidani. Tako da tak ful ozek, res otok. Tle še širok. Bolj, ki gre dol, bolj je ozek. Na koncu pa sem še sandbank, ki bova šla pa pogledati verjetno jutri. Da nas dvomim, da bova še kam šla, glede na to, da dež pada. Vse smo malo snorklala, veliko sva hodila zdaj naj tuširati, tako da zdaj bom pa lahko malo počivala. No, boš padla. Po plaži je težko iti nazaj, zdaj, ker je ful visoka voda zdaj in pride tukaj. Glavno težko prideš, ko val pride in te spodnaša. To je res že vse pod vodo. Meni že po hrbtu teče dol. Vse je premočeno. Enostavno ne gre. Ni variante. Da bi bolj suho prišla nazaj, se niti ni potrebe. Če bi to vedela, bi raj počakala na jadrnici, danes pa bi šla jutri okoli. Ampak zanimivo mi je to, koliko že ne vem, recimo samo dež zalije te otoke. Kaj šele kaj deževno obdobje, res, kaj tu se pod vodo pa še veliko bolj očitno.
Upam sem, da je v redu z dingi in tam vse pa z jadrnico, zakaj sploh ne vidim. Ne vidim pa zato, ker je tako slaba vidljivost, ker pada. Sicer po mojem nima biti kaj narobe. Fora je sem tem, da ko smo sidrali, je bila tako slaba vidljivost, da recimo, ko sem z masko pogledal pod vodo, nisem niti kobilce videl, kaj šele dno. In več je peščeno dno, ampak so pa mesti, kjer so ti bumi pa korale in se lahko dvignejo na čist plitvo, zato nikoli ne veš. Recimo, če z dronem pogledaš, se to lepo vidi, ampak moraš zdaj z dronem skozi pogledati, kje si sidral. Glavno, zdaj skozi po tem robu tlele hodim, da glih po tem vodi ne štrajam. Zanimivi Maldivi. Srečujejo takole turiste tukaj po otoku, pa pozdraviš, tudi odzdravljen nobeden, kaj šele, da bi te pozdravil. Katastrofa. Je pa veliko, ne vem, še zmeraj Rusov, tako kot na Tajskem. Pa sicer vse ni važno, kaj so po narodnosti, ampak ne vem, vsaj pokimal bi kdo nazaj, če ga že pozdravim, ali pa kaj, če že ne more pozdraviti, ne vem, se mi vseeno zdi, da otok je majhen, takole teh par ljudi, ki je gor, par turistov, še ti se ne moramo pozdraviti. Ne vem, kakšne manere imajo to, tako ful mi je bedno, res. Da ga pogledaš v oči, pa ga pozdraviš, on pa samo oči obrne v drugo smer, pa gre naprej. Tudi bune mu, nič. Čudni ljudje. Ko sem prej po tej cesti hodila proti mestu, si nisem mislil, da bom nazaj hodil po reki. Tim je še vedno tukaj, tako kot je bil. Nič ni narobe. Dingi čaka. Dobre, naredila sva kar nekaj korakov danes. Lahko vam povem, koliko sem mal. Je smotano, ker sem mokro, pa me drsi. V glavno, 10 000, 15 000 korakov, nekaj tazga. Evo, koliko je vode noter. Sem toliko časa, koliko smo šla do mesta pa nazaj. Toliko je padalo. Tamle sem hotla zdajle zjutraj na Sandbank. Samo vodo sem z gumenjaka ven spet smetal. Je že nove nevihte prihajajo, čista bonaca je bila, zdaj pa že piha. Tako da vprašanje, če bo sploh danes kam šla. Glede na to, da zdajle berem poročilo tlele na internetu. Piše White alert, heavy rain and se pravi in pa nevihte z vetrom do 40 vozlov pa rough sea, se pravi bolj da tle ostaneva zaenkrat. Glavno spet nevihte. Govoril sem z Aljažem tle iz Maldivov, ki je tudi je rekel, da je odpovedan trajekt iz Malesem, tako da bo prišel speedboat. Sicer mi malo čudno, zakaj speedboat gre, oziroma ni še odpovedano. Trajekt je pa že odpovedan, zaradi prevelikih valov. Se pravi, jaz ne razumem več tega vremena na teh Maldivih. V glavno, zdaj imam še 5 minut časa, da pospravimo noter kar mava, ker bo spet fajn padalo. Res nimamo nekaj spremljiče, tle so prišle spet te ladje, potaplaške, se zasidrat. Nimamo kaj. V glavno, če bo možnost, bo šla tam na Sandbank na konc še pogledat. Drugače je bil pa plan danes, da odplujeva 4 ure stran do drugega otoka, ampak bom se še odločil, ali bova šla, ne. Zdaj, če bo res do 40 vozil spet vetra, med temi črmi tlele krožiti, je bolj varno, da ostaneva tle še eno noč. Okno zaprto, to, kar sva sušila, sva malo pospravila. Že pada, piha, začelo že pihati,
tako da gremo v jadrnico in čakava na boljš vreme, ni druge. Ojojojoj, spet bo poln gumenjak vode. So šla na obalo, je kazalo, da ne bo padalo. Še do konca nismo ven prišla z vode, evo ti je že pada dež. Greva zdaj seno tle na sandbank. Pač po dežju, bo pa mokra. Piše, da mora biti še oblečen, ampak kraj imam suho, majica v torbi. Tole bi pa pred smes, takole hiško, evo. To dobro. Kaj? No, končno sva najdla whale sharka. Sicer je iz peska narejen, ampak okej. Pada dež. Brisavce bi mogel namontirati na kamero. Ja. Dostava turistov na kopnu. Tole pa je sandbank, res velik, dolg. V bistvu tu se naprej skoraj pride zdaj na drug otok, kjer je resort. Je pa res, da je zdaj oseka, ko bo ful plima, potem samo en delček ozek še ostal zunaj vode, dotle nekje pride voda. Tamle ena ladica od zunaj krožijo, po moje iščejo whale sharke. Tle bi načeloma šla lahko medva čez gledati, samo rabi masko, plovutke, pa greva čez, greben sem. Vprašanje. Jaz sem pa tle malo sprehodila. To bi bilo že zdaj lepo, take barve, kaj šele, če bi bilo sonce. Upava, da naslednji mesec bo več sonca. Globja, ja. Tam ne greš peš, le čez. Je čist plitvo, ko se valovi delajo. Najbližji whale shark je tale.